Pozdravljeni. Kot me je že tovariš napovedal, jaz sem Zana Fabijan Blažič iz ambasade ROK, tako da vam bom govorila o izkušnjah organiziranja migrantskih delavcev na primeru ambasade ROK, torej organizacije, kjer sem aktivna. Zdaj mogoče čisto za začetek bi povedala nekaj o samih začetkih ambasade ROK, mogoče če ste kakšni malo generacija za nami, pa da niste bili vse od začetka tega našega v bistvu nastajanja naše organizacije. Začetki ambasade ROK segajo v leto 2015, v obdobje tako imenovane begunske krize oziroma balkanskega koridorja. Takrat se je veliko število aktivistov, organizacij, kolektivov in posameznikov združilo pod imenom Protirasistična fronta brez meja, kot odgovor na naraščajoči rasizem, ki smo ga zaznali ob novicah, da se večje število beguncev približuje slovenski meji oziroma da je balkanska ruta spremenila smer in da begunci ne potujejo več čez Madžarsko, ampak bo ta ruta šla čez Slovenijo. Organizirali smo več Refugees Welcome protestov, ko so begunci dejansko prišli do slovenske meje, pa smo bili tudi prvi, ki smo organizirali humanitarno pomoč na meji. Kasneje smo svoje delovanje preusmerili na organiziranje prosilcev za azil, ki so v Sloveniji zaprosili za azil. Iz tega se je tudi sčasoma razvila ambasada ROK, in sicer smo imeli v avtonomni tovarni ROK svoj socialni center, kjer smo vsak dan kuhali, imeli jezikovne tečaje, pravno pomoč in kjer smo se tudi organizirali. Ukvarjali smo se pa predvsem z bojem proti deportacijam, proti rasizmu, policijskemu nasilju, zapiranju v deportacijski center in podobno. Tisto so bili za prosilce za azil izjemno težki časi. Večina je dobila zavrnitev prošnje za azil in so morali bežati drugam ali so bili deportirani. Tisti, ki so vztrajali, pa so bili bolj ali manj prisiljeni v životarjenje. Delovno dovoljenje so takrat dobili šele po 9 mesecih življenja v Sloveniji, pa tudi, če so ga dobili, niso dobili dela. Nihče takrat namreč ni želel zaposlovati prosilcev za azil. Če je imel kdo srečo, je našel delo na črno in skoraj nihče ni imel pogodbe. Tudi tisti, ki so dobili status begunca in s tem dovoljenje za bivanje v Sloveniji, se niso normalno zaposlili. Večina jih je delala na črno, za majhen denar, ob tem pa so prejemali socialno pomoč. To je bil takrat nekakšen model za preživetje oseb s priznano mednarodno zaščito, ki so ga promovirali celo na institucijah in nevladnih organizacijah. Češ delaj na črno, pa boš zraven lahko dobil še socialko, pa boš imel dosti denarja za živeti in boš imel več, kot če bi šel v normalno službo. Tako da so bila ta prva leta zelo težka za kakršnokoli delavsko organiziranje, niti ni bilo neke volje, ker je bilo popolnoma normalizirano, da če si begunec, boš nekako kombiniral delo na črno s socialno pomočjo. Enkrat smo organizirali predavanje o delavskih pravicah in smo ugotovili, da imajo vsi naši člani zelo čudne zaposlitve in da dejansko vsi delajo na črno in še tisti, ki so imeli pogodbo, je bilo vse narobe, ni se noben delodajalec držal svojih obveznosti. Potem je prišlo še najtemačnejše obdobje v zadnjih 10 letih begunskega gibanja in to je bilo obdobje pushbackov, torej ko ljudje dejansko sploh niso mogli zaprositi za azil, ker so policije vseh držav po balkanski poti vsakega begunca oziroma osebo na poti, ki so jo prestregle, so jo avtomatsko vrnile v prejšnjo državo in prejšnjo, tako da in so vsi preslišali te prošnje za azil. Tako da takrat smo se dejansko bolj ukvarjali z povijanjem ran od poti in od policijskega nasilja kot s čim drugim. Potem je prišla še korona in so še tisti ljudje, ki so imeli že urejene papirje in neke službe, takšne ali drugačne, odšli drugam, torej recimo v Nemčijo, ker so izgubili še tisto delo, ki so ga tukaj imeli. Potem pa pride pokoronsko okrevanje evropskega gospodarstva in se začne na veliko govoriti o tem, kako gospodarstvo potrebuje tuje delavce.
Zanimivo in povedno, v istem času se tudi prenehajo pushbacki in ljudi se iz meja Evropske unije spusti naprej v Evropo proti centrom kapitala. Tudi Slovenija začne na veliko govoriti o tem, kako potrebuje tuje delavce, in tukaj smo potem zaznali priložnost, da lahko ta moment uporabimo za dosego vsaj nekaj osnovnih pravic za naše člane, vse to, kar je bilo v letih predtem popolnoma nemogoče. Torej, da poskušamo iztržiti vsaj nekaj zase iz teh potreb kapitala, da si sploh lahko ustvarimo osnovne pogoje za boj proti kapitalu. No, in ta naš najbolj pomemben in tudi najbolj uspešen boj je šel nekako takole. V letu 2022 so se torej pushbacki nekako končali in mnogi ljudje na poti so uspeli vstopiti v Evropsko unijo in zaprositi za azil. Prvič po letu 2015 in 2016 se je večje število prosilcev za azil tudi odločilo ostati v Sloveniji in ne nadaljevati svoje poti v druge evropske države. A po zakonu o mednarodni zaščiti so lahko prosilci za azil prišli do delovnega dovoljenja šele, tako kot sem rekla že prej, po 9 mesecih bivanja v državi, pod pogojem, da predtem še niso prejeli negativne odločbe. Če so že jo, potem sploh vse do konca postopka tega delovnega dovoljenja ni bilo. No, do takrat so bili, torej do prejema tega delovnega dovoljenja, so bili prisiljeni v odvisnost od hrane in postelje azilnega doma in žepnine, ki je znašala oziroma še danes znaša 18 evrov na mesec. Temu se reče življenje v ekstremni revščini in getoiziranost, se poleg osnovne hrane in strehe nad glavo praktično nimaš nič. 18 evrov na mesec ne moreš kupiti niti mesečne urbane karte, da bi se lahko, ne vem, vozil v center, sprehajati se ali pa karkoli. A ker je to sovpadalo s pokoronsko gospodarsko rastjo, so bili hitro ponovačeni v razno delo na črno. Kombiji različnih firm so se vozili zjutraj direktno pred azilni dom in pred vrati vsak dan nabrali ljudi brez delovnih dovoljenj in jih zvečer pripeljali nazaj. Vsi so bili za svoje delo seveda podplačani ali celo nič plačani, kaj šele, da bi bili zavarovani ali imeli plačane kakšne prispevke. V tem istem času so bili mediji polni prispevkov o tem, kako država potrebuje tuje delavce in kako sklepa sporazume z Indijo, z Nepalom in odpira veleposlaništvo na Filipinih. To so seveda zelo dobro opazili naši člani, ki so bili prisiljeni bodisi v životarjenje v revščini, bodisi v izkoriščevalsko delo na črno. Hkrati jih je bilo večina v deportacijskih postopkih po Dublinski uredbi ali zaradi zavrnitve prošnje za azil. No, in tu se je potem razvila ideja Tukaj smo. Ta slogan smo sicer uporabljali že prej, tako je ime našemu migrantskemu časopisu, ki je nastal leta 2019 in je bil njegov namen povečati vidnost migrantov v slovenskem prostoru. Torej, da imamo nek prostor, kjer lahko begunci in drugi migranti pišejo in objavljajo o svojem življenju in izkušnjah v Sloveniji. No, ampak zdaj v tej situaciji leta 2022 in 2023 pa je ta slogan dobil še dodatno težo in sicer država potrebuje tuje delavce, tukaj smo, pa nam ne date možnosti zakonitega dela in nas deportirate. Ali, kot je kasneje dobro ubesedil novinar v Dnevniku, Ministrstvo za delo delavce uvaža, Ministrstvo za notranje zadeve pa jih izvaža. Skratka, zdaj se nam je dober trenutek, da se dobro organiziramo in pritisnemo na državo, da spremeni zakonodajo v zvezi z delom prosilcev za azil. Po nekaj mesecih akcij in pritiskov nam je dejansko uspelo preko zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki je spremenil člen o delu prosilcev za azil in sicer, da lahko prosilci dobijo prost dostop do trga dela že po 3 mesecih in ne več po 9. Posledično so morali ta člen popraviti tudi v zakonu o mednarodni zaščiti. To je bila za našo organizacijo mogoče najbolj ključna zmaga, čeprav ne največja, v zgodovini našega delovanja, saj smo s tem spremenili praktično vse. Vsi prosilci so se po sprejetju zakona namreč nemudoma zaposlili, delovnih mest je bilo več kot na pretek in imeli so tudi zelo dobro pogajalsko moč. Velikokrat so mi prinesli pokazati recimo 3 pogodbe hkrati, da smo jih skupaj preštudirali in izbrali najboljšo. V bistvu smo z enim zamahom odpravili delo na črno med prosilci za azil.
Organizirali smo tudi mnogo izobraževanj o delavskih pravicah in dolžnostih, tako da smo se res nekako čim bolj zaščitili pred izkoriščanjem. Ključno za nas pa je bilo to, da so ljudje začeli razvijati delavsko zavest. Niso se več dojemali kot begunci, ki prosijo za pomoč, ampak kot delavci, ki pomembno prispevajo k družbi. Je pa bila zanimiva reakcija države na to novo dejstvo, da so kar naenkrat vsi prosilci za azil zaposleni. Zanimivo je, da sploh niso bili preveč veseli. Za začetek, recimo, ko je kakšen prosilec dobil status begunca, torej ko so mu odobrili to prošnjo za azil in je dobil dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, so mu na uradu za integracijo svetovali, da naj zdaj pa kar pusti službo, se bo vendar lahko dobival socialno pomoč. In rekli so mu, da ne rab hoditi v službo, ker zdaj mora hoditi na te integracijske programe in tečaje, ampak nič hudega, se imamo zate socialko, kar pusti službo. In če boš hodil v službo, potem ne boš mogel dobiti socialne pomoči. No, prva dva, ki sta dobila pač ta status in pač sta nasedla in kasneje to svojo in pustila službo in šla v te tečaje in seveda kasneje to obžalovala, ampak potem vsi drugi za njima dvema so se pa temu uprli, ker niso se vendar borili za delovna dovoljenja, zato da bodo na koncu pristali na socialni pomoči. Ampak nažalost se s to logiko soočam, pač nevladnikov in teh uradov soočamo še dan danes in se res težko boriti, mislim, ne težko boriti proti temu, ampak je zoprno, da po 3 letih tega še kar nekako ne prešaltajo na novo realnost. No, hkrati država tudi ni nikoli prenehala vračati zaposlenih prosilcev za azil po Dublinu v druge evropske države. Sem na hitro, Dublin je evropska uredba, ki določa, da lahko prosilci za azil, ki pridejo v Evropo, zaprosijo za azil v tisti državi, v kateri so najprej vstopili v Evropsko unijo oziroma kjer so najprej dali prstne odtise. In da nimajo pravice pač izbirati, v kateri državi bi pač oni radi podali to prošnjo. No, skratka, z ničemer cel ta sistem ta azilni sistem ni olajšal bivanja zaposlenih prosilcev za azil oziroma so ga pa svoje še celo otežili, kot da bi izvajali nekakšno kazen nad temi ljudmi, ki so se zaposlili. Pri tem je treba imeti v mislih to, da je azil cela industrija, kjer je mnogo ljudi na plačah, da pomagajo, oskrbujejo, nastanjujejo in tako naprej begunce in jim ta njihova nova opolnomočena vloga sploh ni bila všeč, še najmanj pa seveda Ministrstvo za notranje zadeve, ki vse svoje početje utemeljuje na tem, da so begunci varnostna grožnja, s čimer se potem utemelji mnogo spornih poslov od postavljanja in podiranja ograje naprej. Ampak zdaj, ko smo dosegli to, da so ljudje lahko dobili delovno dovoljenje po 3 mesecih in so se potem tudi vsi zaposlili, je pa zabolel drugi problem. In sicer, v Sloveniji neizmerno malo ljudi dobi odobreno prošnjo za azil. Recimo, če vzamemo za primer leto 2024, je bilo od 6.000 vloženih prošenj ugodenih približno 180 prošenj, kamor so prišteti tudi Ukrajinci, kar pomeni, da vsi ostali zelo majhen delež tega. V letu 2021 je bilo recimo ugodenih 17 prošenj za azil in podobno. Skratka, res so zanemarljive številke in smo na dnu Evrope nasploh po odobrenih prošnjah za azil. Večina prosilcev je zavrnjenih in če si kot prosilec za azil zavrnjen, te država poskuša deportirati v izvorno državo. Zaprejo te v center za tujce v Postojno, potem pa poskušajo organizirati tvojo deportacijo. Večina ljudi seveda ne počaka, da se jih zapre v Postojno, ampak zbeži v kakšno drugo evropsko državo. Tam po navadi dobijo Dublin, torej odločbo, da bodo deportirani nazaj v Slovenijo, ker so tukaj najprej dali prstne odtise.
česar seveda noben noče, ker bi bili deportirani direkt v center za tujce, od kjer bi bili potem deportirani nazaj domov. Zato velika večina ljudi ponikne v popolno ilegalo vsaj za 2 leti, dokler ne poteče ta rok za dublinsko predajo. V ilegali so seveda spet pahnjeni v delo na črno in izpostavljeni izkoriščanju. Torej, zdaj z delovnimi dovoljenji in zaposlitvami je bila situacija popolnoma drugačna kot prej, ko so ljudje bolj zlahka odhajali drugam, kadar se jim situacija v Sloveniji ni šla. Prej so bili manj usidrani v družbo, imeli so manj socialnih vezi in so se itak vse skozi počutili izključene. Z zaposlitvami pa se je pojavila večja motiviranost, da ostanejo v državi, saj so se začeli počutiti kot del družbe oziroma tudi kot tisti, ki k tej družbi prispevajo. Zakonodaja seveda temu ni sledila, saj je še vedno veljalo, da mora biti nekdo, ki mu zavrnejo prošnjo za azil, deportiran, pa tudi če je že več let zaposlen ali na vse druge načine integriran. To pa je, kot sem že omenila, večina naših članov in nekako je bilo grozno razmišljati o tem, da bodo ti isti člani, ki so se borili za delovna dovoljenja in se potem zaposlili, še vedno morali bežati iz države in se skrivati pred deportacijo. To pa v praksi pomeni tudi ne uživati vseh pravic, ki so si jih prosilci za azil izborili kot delavci. Torej, če so vplačevali davke in v zdravstveno in pokojninsko blagajno, kaj bodo imeli od tega, če bodo zbežali v Italijo ali Španijo in živeli nedokumentirano. Obstoječa zakonodaja je torej ljudem dovolila biti delavci v obliki potrošnega materiala, lahko delajo, ampak brez kakršnekoli dolgoročne stabilnosti in uživanja sadov svojega dela. Zato smo se lotili našega največjega podviga do zdaj. Začeli smo s kampanjo za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila legalizacijo zavrnjenih prosilcev za azil, ki so zaposleni. To kampanjo smo lansirali na tiskovni konferenci oktobra leta 2023. Začeli smo zahtevati ustavitev deportacij za zaposlene prosilce za azil. Narativo smo ves čas gradili na absurdnosti sistema, ko na eni strani država uvaža delavce, po drugi strani pa deportira tiste, ki so že tukaj in že zaposleni. Država se je tukaj kazala, kot da je v neskladju z interesi kapitala, kar sicer ni ravno res, o čemer bom govorila malo kasneje. Torej, zaradi svoje migracijske politike izganja ene delavce iz firm, kjer so z njimi zadovoljni, da morajo potem te iste firme iskati na novo delavce v drugih ali celo v istih državah tretjega sveta. Ta kampanja ni bila samo zelo velikopotezna v ideji, kajti takšne rešitve za zavrnjene prosilce za azil namreč ne poznajo nikjer drugje v Evropi, zato se nismo niti mogli sklicevati na kakšno že obstoječo dobro prakso, za izjemo Italije in Španije, ki vsakih nekaj let izvedeta amnestijo za določene nedokumentirane. Ampak ta amnestija ni sistemska, ampak je bolj naključna, recimo za ljudi, ki so tam ali tam v določenem obdobju ali za delavce v kakšni specifični panogi in tako naprej. Skratka, ta kampanja je bila zelo velikopotezna tudi v organizacijskem smislu. V bistvu se je kampanja za delovna dovoljenja samo nadaljevala v kampanjo za legalizacijo zaposlenih prosilcev za azil. To je terjalo veliko dela za vse naše člane. Vsak teden smo imeli naše sestanke, organizirali smo en kup protestov, tiskovnih konferenc, javnih tribun, pisali in izdajali smo naš časopis Tukaj smo in ga razpošiljali po vseh možnih ministrstvih, institucijah, agencijah. Zbirali smo pisma podpore tej ideji tako pri delodajalcih kot tudi pri sindikatih. Najavljali smo se na sestanke k najrazličnejšim politikom, snemali smo videopropagandni material, zgodbe naših delavcev smo ves čas spravljali v medije, predvsem pa smo fizično blokirali deportacije delavcev in na ta način vršili pritisk na MNZ, da so morali v medijih nekako klavrno upravičevati, zakaj so želeli deportirati kakšnega delavca. To je bilo dejansko tudi najbolj učinkovito od vsega. Bili smo res neutrudni in lahko rečem, da je bila cela kampanja eno skupinsko garanje in upanje celotnega članstva.
Vsi smo tako zelo verjeli v to stvar in bili vpeti v ta boj, da sploh nihče ni razmišljal o tem, da se mogoče to ne bo zgodilo, torej da ne bomo uspeli, ampak kot da je samo vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo. Treba je omeniti, da so naši organizaciji ljudje najrazličnejših držav, jezikov, religij, etničnih pripadnosti, statusov in tako naprej. V boju za delovna dovoljenja smo se borili za interes večine članstva. Ko pa smo se začeli boriti za dovoljenja za delo in bivanje, pa lahko rečem, da to ni več nagovarjalo večine članstva, se je v tem času že veliko ljudi recimo dobilo azil. To je bilo glih tisto eno dobro leto, ko je majčkeno večja številka odobrenih prošenj bila. Ampak kljub temu so vsi še zmeraj ta boj jemali za svoj boj. Prvič, ker je bilo logično nadaljevanje tistega boja za delovna dovoljenja in pa predvsem to, da nihče ni potem želel zapustiti svojih tovarišev, s katerimi so se skupaj borili za tisto prvo stvar, ampak ti tovariši recimo niso bili iz prave države, da bi lahko dobili azil. In so potem vseeno za tiste, ki so imeli manj sreče in niso dobili azil, torej bi potrebovali to spremembo zakonodaje, so vsi pač se borili, tako da so bili v prvih bojnih vrstah tudi ljudje, ki sploh tega niso potrebovali, čisti iz tovariške solidarnosti. In ja, vsi so imeli ta boj za svoj boj. Skratka, ker smo zahtevali nekaj, kar je bilo smiselno nekako iz vidika zaščite delavskih pravic, kot tudi iz vidika interesa kapitala, smo naleteli na veliko odprtih ušes. Naš predlog se je zdel smiselen praktično vsem, s katerimi smo govorili. Razen seveda Ministrstvo za notranje zadeve, ki bedi nad zakonom o tujcih, torej nekakšna takšna sprememba zakonodaje nikakor ne more mimo njih. Ministrstvo za notranje zadeve v bistvu zanima samo varnost in nadzor meja, torej bi neka taka sprememba preveč posegla vse, kar dejansko delajo. Če je nekdo prišel ilegalno, se pač ne more legalizirati. Če bi se lahko legaliziral, bi to izpadlo kot vabilo vsem ljudem tretjega sveta, da pridejo ilegalno. Nekako tako so bili njihovi argumenti. Kljub temu, da trendi zadnja leta kažejo na močan upad prihodov prosilcev za azil in zagotovo sprememba zakonodaje v neki mali Sloveniji ne bi sprožila val množičnih migracij. Po skoraj enem letu nenehnih ne iz strani MNZ-ja pa smo doživeli prvi uspeh na tem področju julija leta 2024 v obliki interventnega zakona o optimizaciji določenih postopkov na upravnih enotah. 27. člen tega zakona se je namreč glasil, da lahko za enotno dovoljenje za delo in prebivanje zaprosijo zavrnjeni prosilci za azil, ki so bili v času zavrnitve vključeni v sistem zavarovanja in ki imajo najmanj 9 mesecev delovne dobe v Sloveniji, hkrati pa ne smejo biti zavrnjeni zaradi izključujočih razlogov. To pomeni, da niso zagrešili zločina proti človeštvu, recimo terorizma. Ta člen je prišel zakon preko Ministrstva za delo, torej mimo MNZ-ja. Zakon je bil v veljavi le 4 mesece, ker je bil interventni zakon in v tem času se je za dovoljenje za delo in prebivanje prijavilo okoli 20 prosilcev za azil. Drugi takrat ali še niso imeli zavrnitve, ali niso imeli 9 mesecev delovne dobe, ali pa ravno v času zavrnitve niso bili zaposleni, tako da se ni moglo neko večje število ljudi prijaviti. Ampak vseeno, za nas je bila to zmaga epskih razsežnosti, ker smo videli, da se da. In to nam je dalo še večji zagon, da smo nadaljevali s pritiski, da se podobna ureditev zapiše tudi v zakon o tujcih, kar bi dejansko predstavljalo dolgoročno sistemsko rešitev tega našega problema. Organizirali smo še več javnih dogodkov in tiskovnih konferenc in nabirali še več in več podpore in vsakič, ko so nam na MNZ ponovno rekli ne, smo dobili samo še več zagona. Dokler niso aprila leta 2025 v parlamentu potrdili novelo zakona o tujcih, ki je vključevala 2 člena. 34. člen zakona o tujcih pravi, da lahko za enotno dovoljenje za delo in prebivanje zaprosijo prosilci za azil,
ki so najmanj 3 mesece od zadnjih 4 mesecev zaposleni in niso kaznovani za kaznivo dejanje, za katerega je možno dobiti kazen 3 leta zapora ali več. Če je prošnja za azil v času reševanja vloge za vizo odobrena, se vloga za vizo zavrže, če je vloga za vizo odobrena, pa se ustavi postopek za azil. Če je v času reševanja vloge prošnja za azil pravnomočno zavržena, pa se tudi postopek za vizo ustavi. Zavržena pomeni recimo, da je oseba dobila odločbo, da bo izgnana po tej Dublinski uredbi. V 37. členu pa piše, da lahko za enotno dovoljenje za delo in prebivanje zaprosijo pravnomočno zavrnjeni prosilci za azil, ki so zaposleni na dan pravnomočnosti zavrnitve in ki imajo delovno dobo v Sloveniji najmanj 6 mesecev. S pridobitvijo dovoljenja za delo in prebivanje preko teh 2 členov se tvoj status izenači z drugimi tujimi delavci, ki so prišli prek teh delovnih viz. Kar se nas tiče, je to enotno dovoljenje za delo in prebivanje na podlagi dela sicer en zelo prekeren in zelo ranljiv dokument, ampak je pa vsaj prvi korak na poti do grajenja trajnejše stabilnosti. Skratka, še zmeraj je za neko osebo, ki je prišla kot prosilec za azil, boljše, če dobi azil, ampak glede na to, kar sem že prej povedala, da je to zelo majhna številka ljudi, je pa še zmeraj okej, da se legaliziraš na ta način in potem prek tega prideš do nekega trajnejšega dovoljenja za bivanje. Zakon je prišel v veljavo septembra 2025 in od takrat se je za dovoljenje za delo in prebivanje prijavilo že kar nekaj prosilcev za azil in nekateri so tudi že dobili to dovoljenje. Nekateri so bili žal tudi že zavrnjeni, se recimo niso uspeli izpolnjevati pogojev, je bila njihova prošnja za azil zavržena ali niso uspeli pridobiti vseh potrebnih dokumentov. Birokratsko je za mnoge to zelo zapleten postopek. Največji minus pa je, da zdaj nepreklicno zahtevajo predložitev originalnega potnega lista iz matične države, kar v interventnem zakonu ni bilo potrebno. In večina prosilcev za azil tega potnega lista nima ali ga nikoli ni imela ali so ga izgubili na poti in tudi ga ne morejo pridobiti, ker ni teh veleposlaništev iz teh držav v Sloveniji. No, v teh 2 letih boja za možnost legalizacije preko zaposlitve pa se je marsikaj spremenilo tudi na samem trgu dela. Če smo štartali iz pozicije polne zaposlenosti in dobrih pogodb, se je vmes stanje v marsičem spremenilo. Državi je le uspelo pripeljati vizumske delavce iz tretjih držav, ki so v podjetjih postali pravi hit. Mnogo naših članov je takrat izgubilo službe in so jim kar naravnost povedali, da zato, ker so vizumski delavci iz azijskih držav cenejši in bolj poslušni. S tem so ustvarili večjo konkurenco na trgu dela. In morali smo se spet resno organizirati, da smo poiskali nove firme in nove službe in spet pripeljali raven zaposlenosti med člani na visok nivo. Ampak vseeno, pogodbe so bile slabše in krajše in veliko delodajalcev, sploh v gradbeništvu, je poskušalo izkoriščati svoje delavce in je bilo potrebno še bolj previdno bdeti nad pogodbami in pogoji dela naših članov, preverjati, ali jih delodajalec sploh zavaroval in podobno. No, in takrat smo začeli pa tudi bolj intenzivno delati s temi vizumskimi delavci in skratka veliko ljudi začelo prihajati do nas in tudi sistematično smo pač začeli delati z njimi, ker verjamemo, da nihče ne sme biti cenejši. Ob tem smo spoznali tudi vse težave, s katerimi se srečujejo. Velika zadolženost, viza, da ti lahko prideš delati v Evropo, stane zaradi vseh vmesnih posrednikov velikokrat tudi 10.000 evrov in več. Potem so tukaj študentske vize, ljudje pridejo sem s študentsko vizo, da jih potem pošljejo direkt v fabriko delati.
In pa predvsem največja težava, ki smo jo zaznali, je popolna neinformiranost teh delavcev, ki so prišli s temi delovnimi dovoljenji iz azijskih držav ali pa afriških. Kajti delavci, ki pridejo z vizo, grejo ponavadi direktno iz letališča s šefom do neke nastanitve in naslednji dan pričnejo z delom. Šef jim recimo pove, da se v Evropi dela 12 ur na dan, po 6 dni na teden, da je plača v pogodbi zgolj neka formalnost in da bojo plačani 4 evre na uro, velikokrat jih niti ne zavarujejo in s ponarejenimi podpisi prekličejo vizo in podobno. Delavci recimo tudi ne vejo, da če zapustijo eno službo, morajo v enem mesecu prijaviti zamenjavo delodajalca in tudi na ta način izgubijo vize in velikokrat se na koncu znajdejo ravno v azilnem domu, da sploh imajo streho nad glavo in topel obrok in velikokrat imamo občutek, da je cel azilni sistem, sploh zdaj, ko bojo ko pravijo, da bojo tako neprodušno zaprli meje s tem novim evropskim migracijskim paktom, da bo azilni sistem obstajal sem še za reševanje nekih trenutnih situacij teh delavcev, ki so prišli z vizo, pa so jim te vize propadle zaradi pač nekih nategovanj strani delodajalcev. Vsekakor smo s prihodom delavcev z vizo v našo organizacijo lahko spoznali naslednje. Da se velika večina tujih delavcev ves čas sprehaja po tanki liniji med legalnostjo in ilegalnostjo. Prosilci za azil so recimo najprej ilegalni, a se lahko preko določenih poti legalizirajo in potem lahko seveda to tudi na hitro izgubijo, medtem ko delavci, ki pridejo z vizo, lahko to vizo izgubijo še mnogo hitreje, kot so jo pridobili in se znajdejo v istem ali še slabšem položaju kot ljudje, ki so prišli irregularno. V njihovih zaposlitvah in dovoljenih za bivanje ni ničesar stabilnega in na ta način jih kapital in država želijo ves čas držati v podrejenem in prestrašenem položaju. Tule bi mogoče omenila še eno stvar, na kakšen način se poskuša država boriti proti temu izkoriščanju tujih delavcev, pa pač mislimo, da je ideja dobra, ampak v praksi je katastrofa. Skratka, zaradi vsesplošnega slabega stanja na trgu dela je Zavod za zaposlovanje pripravil seznam delodajalcev, ki imajo prepoved zaposlovanja tujcev, da bi preprečili izkoriščanje. Tako da recimo naši člani, ki se želijo legalizirati prek tega novega zakona, torej prek dovoljenja za delo in bivanje zaradi zaposlitve, oni ves čas spremljajo ta seznam, da se ne bi zaposlili pri nekomu, prek katerega ne morejo dobiti vize. Ker če je en delodajalec na tem seznamu, pol on ne more zaposliti delavca z vizo oziroma delavec z vizo ne more pač dobiti vize prek zaposlitve pri njemu, no. Kot sem že rekla, ta seznam je v teoriji dobra ideja, delavce opozarja, kje naj se ne zaposlijo, da ne bi bili izkoriščani. A v praksi je to nekako vedno na škodo delavcev. Recimo, delavec dela v neki firmi, vmes se firma znajde na tem seznamu. Velikokrat tudi zaradi kakšnega manjšega prekrška, ki ni povezan direkt z izkoriščanjem. No, potem ta delavec zaprosi za dovoljenje za prebivanje, ki pa mu ga zavrnejo, ker je delodajalec na tem seznamu. Ali pa, če je kak delavec prišel z vizo in se je vmes njegova firma znašla na tem seznamu, potem ne more podaljšati dovoljenja za prebivanje, če je še zaposlen pri tej firmi. No, firma pa vseeno seveda lahko še naprej zaposluje tujce, ampak tiste, ki imajo prost dostop do trga dela. Recimo prosilce za azil ali pa tiste, ki imajo status begunca. Tako da je v teoriji kaznovan delodajalec, ker ne more zaposlovati tujcev, a v praksi je kaznovan delavec, ker se ne more legalizirati oziroma si podaljšati dovoljenja za bivanje, medtem ko delodajalec še vedno zaposluje tujce, ampak tiste z drugačnimi papirji. Skratka, dobra ideja, slaba praksa. No, skratka, družno smo torej ugotovili,
da je ta naš zakon, ki smo si ga izborili, nekoristen, če si ne izborimo še boljših pogodb. Ker če imaš enkrat to dovoljenje za delo in prebivanje, potem moraš biti ves čas zaposlen. Če izgubiš delodajalca, moraš prijaviti spremembo delodajalca v enem mesecu, drugače ti upravna enota prekliče tvojo vizo. In z nestabilnimi in kratkimi pogodbami se lahko torej še hitreje spraviš na deportacijski avion, kot pa če bi čakal v dolgih azilnih postopkih. Tako smo se odločili za naslednji korak, da se moramo znotraj podjetij boriti za boljše pogodbe. Boljše v smislu predvsem daljše, ker pač te pogodbe, ki jih delodajalci če dalje raje dajejo, so pogodbe za 1 mesec, pogodbe za 3 mesece. In če dalje manj vidiš pogodbo vsaj za 1 leto ali pa za nedoločen čas. In smo šli v akcijo. Najprej smo si izbrali eno podjetje, kjer je zaposlenih veliko naših članov in vsi dobivajo zelo kratke pogodbe, torej kot sem rekla, ali po 1 mesec, lahko tudi po 2 leti dobivajo pogodbo za 1 mesec, vsak mesec ali pa po 3 mesece. No, in pri organizaciji znotraj podjetja se je zapletlo, saj smo ugotovili, da so delavci tam zaposleni različno glede na statuse, ki jih imajo. Eni so tam zaposleni preko študentskih napotnic, eni preko agencij in krajših pogodb, eni pa direktno pri firmi in celo za nedoločen čas. Torej različne oblike zaposlitve glede na različne pravne statuse, ponavadi je pa to celo povezano z etnijo. Torej, ne vem, Indijci na študentskih vizah, na stalnih pogodbah, Bosanci, Afričani prek agencij, na ta način se velikokrat etnično prekriva. Tako da nismo mogli nagovoriti kolektiva kot celote, ker se niso vsi prepoznali v tej zahtevi. Torej, tisti, ki so naši člani, seveda so vsi podprli to pobudo, ne glede na svoj položaj znotraj firme oziroma na pogodbo, ki jo imajo iz čistovariških vzgibov, ampak še vedno je bilo tam en kup enih drugih ljudi oziroma delavcev, ki pa niso bili na isti liniji. Tako da ta primer je bil res odličen pokazatelj modela deli in vladaj. Znotraj ene firme imaš zaposlene ljudi s 3 različnimi statusi, ki imajo vsak svojo specifiko in probleme in jim daš različne pogodbe in pogoje dela, tako da se nikoli ne morejo združiti v interesih. In takšno isto prakso najdemo v skoraj vseh podjetjih. Primer nekega skladišča. Pol skladiščnikov je zaposlenih preko firme, pol pa preko agencije. V firmi so pretežno ljudje iz držav bivše Jugoslavije, v agenciji pretežno Afričani. Oboji imajo sicer pogodbe za nedoločen čas. Ampak norma, torej koliko artiklov morajo pač na dan poskenirati in naložiti, torej norma, ki jo morajo doseči, je za delavce v firmi nižja, za delavce prek agencije pa višja. Delavci prek agencije sicer dobijo stimulacijo za preseženo normo, ki pa jo težje dosežejo, medtem ko delavci, ki so zaposleni direktno na firmi, te stimulacije sploh ne dobijo. Delavci prek firme se lahko vključijo v sindikat, delavci prek agencije se ne morejo vključiti v sindikat. Delajo pa vsi v istem skladišču. Kadar nastopi problem, nikoli ne morejo stopiti skupaj, saj ravno oblika zaposlitve križa interese. Navzven se to zmeraj kaže kot neka medrasna tenzija, ampak v resnici to tenzijo ustvarjajo pogoji dela. Prav tako se vidi razlika pri zaposlovanju ljudi z različnimi papirji. Člani ves čas razlagajo pač o situacijah v firmah, da recimo v firmah, kjer so zaposleni tisti, ki imajo prost dostop do trga dela in delavci na vizah. Torej prost dostop do trga dela imajo prosilci za azil in begunci, tej na vizah pa nimajo pač prostega dostopa do trga dela in rabijo vsakič to soglasje od zavoda. In v firmah mnogo lepše ravnajo s prvimi kot z drugimi, ker prvi lahko odidejo ali menjajo službo, kakor hočejo, drugi pa imajo svoje dovoljenje za bivanje vezano na firmo in so torej v popolnoma odvisnem položaju od delodajalca. V smislu, če jih bo delodajalec odpustil, so dejansko lahko deportirani, zato ima delodajalec nad njimi veliko moč in lahko bolj pritiska nanje.
Tako da lahko dejansko na vsakem koraku vidimo to večtirno zaposlovanje, ki ustvarja deli in vladaj model delovnih razmerij in preprečuje združevanje delavcev, da bi se lahko skupaj borili za boljše delovne pogoje. Kljub vsem tem težkim pogojem, ki sem jih zdaj naštela, pa imamo vseeno kar nekaj uspehov z vršenjem določenega pritiska na podjetja, tako da smo si uspeli zboriti kar nekaj boljših pogodb, izplačila neplačanih nadur in regresov in podobno. In ker se nenehno izobražujemo na temo delavskih pravic, imajo naši člani zelo visoko zavedanje o tem in so zaradi tega znanja, pa tudi zavedanja, da za njimi stoji cela organizacija, zelo odločni pri pogajanjih z delodajalci in tudi zelo uspešni pri tem. Vidimo razliko v bistvu med tujimi delavci, predvsem v tem, ali so opolnomočeni z nekim znanjem ali pa niso. Tako kot sem že prej omenila, ljudje, ki pridejo direkt iz letališča v fabriko in to je to. In potem nimajo tudi časa, da bi spoznali kakšne ljudi, se vključili v kakšne organizacije oziroma jih tej šefi tudi jim toplo odsvetujejo, da se ne smejo nikamor včlanjevati oziroma se povezovati. Skratka, zdaj razvijamo nove metode in prijeme za vključevanje različnih delavcev v organizacijo oziroma za grajenje povezav z njimi. In je zelo zanimivo in poučno tudi za nas. Zdaj bi pa govorila še o vlogi države pri ščitenju interesov kapitala, ker prej sem rekla, da izpade na trenutke, kot da država prek MNZ-ja ni v soglasju z interesi kapitala, ampak v resnici to seveda ni res. K ohranjanju delavcev v slabih pogojih seveda prispeva tudi sama država s svojimi mehanizmi ohranjanja delavcev v prekernem, prestrašenem ali ponižanem položaju. Ti mehanizmi so recimo, kot sem že prej omenila, dublinske deportacije, policijsko poniževanje in nasilje, zapiranje v deportacijske centre in podobno. To ves čas opažamo tudi v ambasadi Rog, kjer imamo ves čas močno delavsko bazo, ki je izjemno borbena in se ogromno pogovarjamo o tem, kako se bomo organizirali v posameznih firmah, ampak potem gre vsakič znova vsa energija v preprečevanje deportacij, v odzive na policijsko nasilje, v odzive na nasilje neonacističnih skupin, ki jih seveda razumemo kot posledica zgrešenih državnih narativ o tujcih. Tuji delavci so tako zaposleni s svojim osnovnim preživetjem, ki mu ga ves čas otežuje državni in paradržavni rasizem, da preprosto zmanjka časa za boj proti kapitalističnemu izkoriščanju, tem direktnem, torej na delovnem mestu. Preko državnega in paradržavnega nasilja se tuje delavce poskuša ponižati do te mere, da so potem zadovoljni s čemerkoli že dobijo in veseli, da jih vsaj tepejo, ne. Enkrat sem bila na obisku pri nekem fantu v centru za tujce v Postojni in je to ful dobro ubesedil. Rekel je, Postojna je tovarna poceni delavcev za Nemčijo, ko pridemo v Evropo, nas najprej zaprejo sem za nekaj mesecev, potem pa nas izpustijo, da zbežimo naprej, ampak smo potem zadovoljni s čemerkoli že, samo da smo na prostosti. Tudi če v Italiji poberamo paradižnik za 1 evro na uro, smo srečni, da nismo več v Postojni. Pa klele bi mogoče še mečkan o Dublinu povedala kot enem mehanizmu države, ki se mu nikakor nočejo odpovedati. Skratka, ena izmed zadev, ki nam je nikakor ni uspelo streti na sistemski ravni, je ta Dublinska uredba. Sicer smo uspeli pred deportacijo rešiti v bistvu vse naše člane, ampak nismo pa mogli doseči, da bi se sistemsko prenehale deportacije zaposlenih prosilcev za azil po Dublinski uredbi. Dublinska uredba pomeni, da mora oseba zaprositi za azil v prvi državi, kjer vstopi v EU, če zaprosi v kakšni drugi državi, ga potem poskušajo vračati nazaj tja. Torej, če najprej zaprosi na Hrvaškem, ali po Italiji, ali po Španiji, ali po Bolgariji, pa potem zbežal v Slovenijo,
ga Slovenija pač preko te uredbe želi vrniti v tisto prvo državo. Kljub temu, da je človek že zaposlen tukaj, kljub temu, da je integriran in tako naprej. Ta ureditev v praktičnem življenju izpade popolnoma nesmiselna, vendar ima za sabo recimo temu ekonomsko logiko, kar je bilo, se mi zdi, zelo lepo prikazano v filmu Grenki sadeži Evrope, ki so ga predvajali, ne mogoče tudi na RTV, no, je bil, pa se mi zdi, da je ful lepo to bilo analizirano noter. Tam so prikazali primer moškega, ki je zaprosil za azil v Nemčiji in je bil tam tudi zaposlen v neki trgovinski verigi in je dobival nemško plačo. No, potem so ga po Dublinski uredbi deportirali v Italijo, kjer je bilo edino delo, ki ga je dobil, obiranje zelenjave za zelo majhen denar na neki mafijski plantaži, ki proizvaja zelenjavo za to isto trgovinsko verigo iz Nemčije. Torej v bistvu je ustvarjal dobičke za to isto firmo, samo da je bil kot delavec bistveno cenejši v Italiji, kot je bil prej v Nemčiji. In zdaj vprašanje, ki se postavlja, je, glede na to, da je število prosilcev za azil tako majhno, glede na vse druge delavce, čemu ima potem to sploh smisel, da se teh nekaj ljudi na vsak način poskuša pošiljati na jug Evrope, da bi bili tam cenejši, če je overall učinek tega v bistvu še kar zanemarljiv, no. Ampak pravi odgovor leži v tem, da je potrebno eno izmed skupin tujih delavcev, torej v evropskem primeru prosilce za azil, tako ponižati in razčlovečiti, da se potem tudi drugi tako bojijo tega, da bi pristali v takem položaju, da so pripravljeni se še bolj ponižati oziroma biti tiho, samo da ohranijo svoje papirje in da ne pristanejo v tem istem položaju. To tudi recimo mi videvamo, ko pač imamo zdaj tudi ogromno teh članov, ki so prišli z vizo in pač njihova največja groza je I don't want to be illegal, ne, pač tako kot prosilci za azil, ki sedijo skupaj v isti sobi in delajo v istih firmah in istih fabrikah, pač, ampak vidijo, s kakšnimi težavami se recimo oni srečujejo in ta nenehni strah pred deportacijo in tako naprej. Okej, zdaj bi pa lahko že majčkeno šla proti zaključku. Skratka, tukaj lahko sklenem v bistveno poanto in sicer mejni režim je samo način za regulacijo cene dela na trgu. Ko Evropska unija potrebuje delovno silo, so meje bolj odprte, tudi za iregularne prehode. Ko se ekonomija ohlaja, so meje bolj zaprte. Ko so meje bolj zaprte, ljudje sicer še vedno prihajajo, saj Evropska unija še vedno potrebuje delavce, a imajo ti delavci manjšo možnost za legalizacijo in so potisnjeni v bolj izkoriščevalske razmere. Recimo delajo na črno in za manj denarja, a so zadovoljni že s tem, saj so toliko pretrpeli, da so sploh lahko prišli. Recimo v obdobju pokoronske gospodarske rasti so bile meje zelo odprte in smo tudi uspeli si zaradi tega izboriti določene stvari za delavce, torej pravica do legalnega dela in možnost legalizacije prek dela. To, kar sem razlagala, tudi nekaj več ljudi je dobilo azil. No, ampak zdaj se evropsko gospodarstvo ohlaja in Evropska unija je sprejela novi Evropski migracijski pakt, ki bo dejansko popolnoma ubil celo idejo azila in poti, po kateri bi ljudje lahko formalizirali svoje bivanje v Evropi. Ljudje bojo seveda še vedno prihajali po iregularnih poteh, ker vedno so in vedno bodo, samo njihove pravice bodo bistveno skrčene. Večina jih bo ostala nedokumentiranih, v skrivanju pred institucijami, v sivi ekonomiji. Brez možnosti, da bi se borili za pravico do bivanja in brez možnosti, da bi se borili za svoje delavske pravice, saj bo kakršenkoli stik z državnimi organi predstavljal tveganje za deportacijo. Skratka, če si ti nedokumentiran in če delaš na črno in delaš pri nekem šefu, ki te ne plača, pač ne greš na policijo, ne greš na inšpekcijo, ker boš deportiran. In to je to. In tega si ne želiš. Druga poanta, ki jo pa želim na koncu izpostaviti, pa je naslednja.
Mnogo ljudi, tudi iz levih krogov, že leta svari pred delovnimi migracijami, saj naj bi migranti iz drugih koncev sveta zaradi svoje pasivne, podrejene in na slabe razmere navajene vloge nižali standarde za vse delavce v državi. Skratka, teza, da migranti uničujejo delavske pravice oziroma da večje število priseljencev na trgu dela zmanjšuje plače. To nikakor ni naravna danost, ki bi bila samoumevna. O tem, kakšen je učinek prihoda novih delavcev na trg dela, odločajo razredna razmerja v državi. Odločajo, kakšne pogoje jim postavlja država in kakšno zastopstvo jim zagotavljajo sindikati. Ob represivnem mejnem in birokratskem režimu, ki ljudi ves čas drži na robu deportacije, so njihove pogajalske možnosti izničene. In če so v sektorjih, ki niso sindikalno organizirani in če kot tujci niso sindikalizirani, še toliko bolj. Ampak nič od tega ni naravna zakonitost, ampak je rezultat pravne in politične ureditve družbe in odraz razrednih razmerij v njej. V tem pogledu zato tudi zelo pogrešamo aktivnejšo vlogo panožnih sindikatov. Ne le, da so dovolili razcvet večtirnega agencijskega in študentskega zaposlovanja v svojih sektorjih, ampak se za sindikalizacijo novih delavcev niti ne zanimajo. Pogosto celo pred starimi člani za slabo stanje krivijo tujce in prekerce, s čimer razbijajo delavsko enotnost. Pri tem se vidi, da nimajo razumevanja mejne politike kot mehanizma kapitala, ampak zavzemajo konzervativno držo in upajo, da bo evropski mejni režim opravil sindikalno delo namesto njih, da bodo torej politiki, uradniki na MNZ, policija in Frontex poskrbeli za manjše število delavcev in s tem za njihovo pogajalsko moč. Jasno je, da imajo ti represivni mehanizmi vse prej kot funkcijo varovanja slovenskih plač. Dejansko še tako represivna desna politika ne odpravlja delovnih migracij, pač pa ustvarja pogoje, ki te delavce naredijo za kapital cenejše. To stanje bi morali sindikati nujno razumeti, kot bi morali tudi razumeti dejstvo, da tuji delavci niso inherentno manj sposobni organiziranja in boja. Naše izkušnje kažejo prav nasprotno. Še manj se strinjamo z idejami nekaterih levičarjev, da so prebivalci Slovenije enostavno preveč nestrpni, da bi lahko čutili solidarnost s tujimi delavci. To morda drži za višje razrede. Industrijski in storitveni proletariat pa je že danes najbolj multikulturen in odprt del naše družbe. To ne pomeni, da ne pozna konzervativnosti, šovinizma ali rasizma, ampak da mora za razliko od meščanov iz višjih izobraženih struktur vseeno sobivati in sodelovati z delavci iz drugih kulturnih okolij. Zato sami ne delamo ločnic med delavskimi boji, ki so bolj ekonomske narave, in pa političnimi boji proti rasizmu, policijski represiji ali deportacijam. Vse to je del istega mozaika zatiranja, ki se mu moramo zoperstaviti. Evo. To je to. Zdaj pa lahko še kaj vprašati. Hvala za predavanje. Zdaj še malo kakšno vprašanje. Ja, jaz bi vprašal, mogoče sem zgrešil, ampak zanima me v bistvu to, kar je bilo rečeno usmerjanju nekih teh beguncev na socialo, namesto da bi se jih namesto da bi se sprejeli, da grejo na trg dela. Kaj je logika za tem točno? Mislim, to še pri državnih uradih si težko predstavljam, da bi bili proti integraciji v trg dela. Ja, ker ne vidijo integracije kot vstop na trg dela, ampak vidijo integracijo kot pač obiskovanje njihovih tečajev, za katere dobijo milijone in milijone evropskih sredstev in morajo pač imeti obisk teh tečajev, da lahko upravičijo ta sredstva. To je pač cela svoja industrija sama zase, ogromna industrija, pač ta integracijska industrija, ne vem, kako naj temu rečem, pač, ki je za
upravljanje migracij je tako ful velik denarja in od tega gre 1 promil tega, kar je še zmeraj ogromno denarja, gre pa za te neke pač NGO-je in programe in vse za integracijo. In po moje, da morajo pač upravičiti ta sredstva, da imajo več ljudi na teh tečajih, ker ni nobene logike, ampak to še včeraj smo imeli pač fantastičen primer tega, ko smo se vsi zgražali, pač so, ne vem, te ljudje, ki imajo status begunca, pa so pripeljali svoje družine, pa so pol prek neke nevladne organizacije se prijavili za ta stanovanja iz tega stanovanjskega sklada, ta neprofitna, in so jih pač na tej nevladni organizaciji brez njihove vednosti prijavili na neka stanovanja, Murska Sobota, Prevalje, ne vem, neki pač kar pa gledaš vlak 5 ur do tja, ne. Oni so vsi mislili, da so zaprosili v Ljubljani, ampak v Ljubljani je težje dobiti in so jih pač v tej NVO so jih prijavili nekam drugam, ker bo bolj verjetno, da dobijo, da lahko oni izpolnijo to svojo kvoto, koliko ljudem so pomagali do stanovanja. In pa so pač te družine zdaj dobile te odločbe, da so dobili stanovanja, pa oni pravijo, pa zakaj bi šel v Prevalje, nimam niti avta, vlak do tam je 5 ur, tam nobenega ne poznam, tukaj imam jaz pogodbo za nedoločen čas, pa moja žena ima pogodbo za nedoločen čas, ne. Pa še najemnine nimajo, dejansko imajo neko v redu najemnino, kar za večino ni, ne. In piše pač, a lahko on to zdaj se odpove temu, joj, ne moreš, pa ne boš nikoli več mogel dobiti, ne, res se hočem odpovedati, ne, daj bom jaz klicala na tvojo firmo, pa jih bom prosila, če lahko oni ti dajo odpoved iz poslovnih razlogov, zato da boš pa lahko se prijavil na socialko, pa šel tja živeti, ne. Pač, kakšna je to logika, ampak prav, pač, ker je cela ta industrija pomoči beguncem in gre pa najbolj na živce, da so te begunci pač jih prehiteli pač po levi in se zaposlili, se integrirali sami, si sami izborili svoj zakon, se sami zaposlili, se sami integrirali in pa cela ta projektna industrija nima več smisla, ne. Tako da po moje, da je to. In itak je pa ta skupina beguncev tako, to je tako malo ljudi vse skupaj, to ni nič, ne. Ampak tako 10-krat več ljudi pa živi od njih, ne, pač prek teh projektov. Tako da morajo, boljše jim imeti teh 100 ljudi pač na socialki, zato da lahko pač, ne vem, 1000 nevladnikov potem ima te projekte. To je evropski denar, odkot to prihaja? Evropski, državni, vse možno. Ne vem, ni čisto logično. Mene mogoče zanima, kako se je kaj spremenila narava delovanja ambasade ROK, odkar se je ROK dejansko zaprl, ne? Ker prej je bil pač širši prostor, središče, tudi prostor, kjer je lahko kdo prespal, če je bilo treba v dani situaciji, z medkoronskim končnim zatrtjem ROK-a. Me pa zanima, na kakšen način se je potem delovanje v bistvu transformiralo in glede prostorov in nasploh. Ok. To bo zvenelo malo mogoče bizarno, ampak za razvoj naše organizacije je bilo to kar prelomna točka v pozitivnem smislu. Pač tako, mislim, izgubili smo ful dobra stvar, ful dober prostor, ker ne bomo nikoli več imeli tako dobrega prostora, možnost organiziranja javnih dogodkov v našem prostoru, ful ene svobode, vrt, vsak dan, mislim tako, ni da ni, pač ne, samo to povezovanje direktno z vsemi ljudmi, ful smo izgubili, ampak se je pa naša organizacija začela ful bolj resno organizirati po odhodu iz ROK-a oziroma izgonu iz ROK-a. Prvič postali smo članska organizacija, ker pač prej smo bili pač ta prostor v Rogu, bili so tudi drugi časi, tako da ne bom čist krivila, mislim, ne nas, ne Roga, ampak ko smo mi začeli delati v Rogu, je glih bilo razcvet te NVO kulture oziroma NVO industrije v zvezi z begunci in begunci, prosilci za azil so bili najprej integrirani skozi to NVO sceno
In so pa tudi prihajali v rok mogoče z malo napačnimi predstavami v smislu en tak bolj trash servis, pač tako greš na filantropijo, pa je malo lepš, pa priješ v rok, pa so malo bolj grdi stoli, ampak isto jim rečeš tam nekaj pomaga. Mislim tako, malo drug attitude je bil, ne, in smo v bistvu zelo težko razbijali pač neka ta pričakovanja, ker je bilo pač tako ogromno nevladnih organizacij in potem rok, ko niso pa ljudje čisto znali neke ločnice pač potegniti. Pol, ko smo se preselili v nove prostore, je bilo pa pač ja, članska organizacija, članstvo pa predvsem mogli smo denar zbrati za najemnino, ne, ker mi pač plačujemo najemnino. Tako da je bilo to pač neka skupna odločitev, da ker mi se ne prijavljamo na projekte, to je kar tako malo v temelju našega delovanja, ker ne želimo biti del te industrije. Tako da je bila pa skupna odločitev, da bomo pač skupaj zbirali ta denar za najemnino in smo pač postali članska organizacija z mesečnimi članarinami in se mi zdi, so pa ljudje tudi ful bolj začeli organizacijo jemati kot svojo, pa ja, ne vem, pa malo so se stvari pravilno poklopile, mislim. Mogoče sem pod vprašanje, koliko pa je okvirno članov? 700. To je treba tako gledati, da odkar smo začeli pisati pač člane z upisnico in imeni, to je mogoče 4 leta tega nekaj tacka. Prej ne, recimo veliko ljudi tudi odprej pač ne, so naši člani in tudi še danes, ne. Ampak treba imeti v mislih tudi, da je veliko ljudi tudi odšlo, ne, so pač, ne vem, prišli, so se včlanili, so malo nekaj 2 meseca bili naokoli ali pa 3 leta ali pa kakorkoli, pa se jim pol, ker prej, ko še ni bilo ne, ta zakon, da se lahko legalizira še šele od septembra, ne, prej te opcije ni bilo, tako da veliko ljudi je pač tudi moglo po večjih letih pol odideti, ne, tako da ne bi rekla, da imamo 700 aktivnih, prezentnih članov, pa imamo pa 300 recimo, ne. Tako da na redni ravni, da se vidimo z njimi, pa da hodijo na sestanke pa na akcije. Še kakšno vprašanje? Če ni. Okay, še ena stvar, ki me je malo prej. Ko smo govorili o teh kratkočasnih pogodbah, ne, za mesec, 2, a to so pazili, da so dajali različna delovna mesta, zaradi tega, ker drugače se da kar hitro za veriženje pogodb v bistvu. Ne, ker več pogodb za določen čas za isto delovno mesto je pol veriženje, zaradi česar se pol kar hitro izgubi kakšna tožba, no. Po 2 letih šele. Ja. Po 2 leti, ne, imamo enega tipa, ki je 2 leti dobil pogodbo, pač pa 1 mesec, pa sicer pa so ga zaposlili dejansko, ampak mnogi pa pač so 23. mesec mu pa niso podaljšali in pa ni mogel nič pač, ne. Tako da te kratke pogodbe, pa je ful je smešno, takrat leta 2023, ko smo glih pač si izborili ta delovna dovoljenja, takrat je bil kar res kar fajn, tako vsi so takoj dobili job, se pravim, folk je s 5 pogodbami hodil, pač ono, kera je najboljša, pa smo gledali, ta je najboljša, ajde. Tako in so bile kar dolgo, pač tako vsaj 6 mesecev ali pa 1 leto ali pa tako. Zdaj pa so, vem kaj so, pa so delodajalci pogruntali en nov trik. Ne, ni povsod to primer, ampak v ful firmah. Azilna kartica, ki ti jo da ministrstvo, traja 3 mesece in ti jo moraš na vsake 3 mesece iti podaljšati. In ti si lahko v azilnem postopku 10 let, pa boš še zmeraj hodil vsake 3 mesece pač podaljšati to azilno kartico. In delodajalci, mnogi so ugotovili, da je to ful dober izgovor, da daje 3-mesečne pogodbe, kao ne morem ti dati pogodbe za dlje, zato ker imaš kartico sem za 3 mesece. Kar ni res, ker eni imajo pogodbo za nedoločen čas, to isto kartica, ne. Tako da se na to zgovarjajo, ful imajo izgovorov. Jaz sem govorila, da so na začetku bili prisiljeni
delavci nekako kombinirati socialno pomoč pa delo na črno. Ne? A to delo na črno je pomenilo, da so se bili pač prisiljeni sami znajti na ulici z raznimi dejavnostmi? Ne, v skladiščih. Delodajalci so na črno pač zaposlili. Skladišča, mnogo njih. Pa si šel delati na črno, pa si dobil, ne vem, na roke 800-900, pa si imel pa še socialko, pa prvo leto si dobil še za, če si dobil status begunca, si dobil še za namestitev in pa so tako veselo pač in na nevladnih organizacijah in urad za integracijo pač noro, pač to prikazali kot ful dobro, da ti na ta način dobiš več keša, ker fora je, da nekdo, ko dobi pač status begunca in mora iti iz azilnega doma in mora začeti svoje življenje in nima nič kapitala odprej, nima nič, nima mame, da bi mu dala solato, pač, ne, vse moraš za ono varščino, ki moraš najprej plačati za stanovanje, nič nimaš, ne, in pa so pač njim tako prikazovali, da je to pač ful dobra stvar, ki lahko na ta način, ne vem, ne, če greš v službo, boš dobil jurja, če greš pa delati na črno, pa boš dobil 800, pa še 400 socialke, pa še 300 za to, pa imaš na koncu kao dvojno, ne, ampak nimaš plačanih prispevkov, nimaš regresa, nimaš bolniške, nimaš dopusta, nimaš, ne, ta seštevek na koncu, ko smo pa koliko preračunavali, si tiš v minusu pač, ne, ampak tako jim je bilo prikazano, kot direkt malo več keša na roko, da lahko živiš pač brez nekega drugega socialnega pač zaledja. Tako da takrat recimo je imelo to nek smisel, ker je bilo velikokrat, da so ljudje, ko so dobili status, še zmeraj niso imeli sploh službe, pa so pa šli itak na socialko, pa itak so mogli nekaj se zapufati, ne vem, pa so šele dobili to delo na črno. Tako, drugi časi so bili, tako da recimo za 10 let nazaj glupo, ampak ajde, tako je bilo pač, noben ni hotel niti nobenega zaposliti. Ampak zdaj, da 10 let kasneje, zdaj, ko so vsi, pač po 3 mesecih vsi takoj delajo, pač, da se pa ljudem reče, zdaj pa pust služba, pa pejt, ne, mislim, to pa nima smisla, ne. Tako da ja. Zdaj še vprašanje, kar se tiče sindikata oziroma sindikalnega vidika. No? Najprej hvala za super predavanje, sem zelo res fajno, zelo tudi vsi, ko bi rekel, vsi tej sistemski vidiki, ki pohojijo neke situacije ful v spredju, to se mi zdi bistveno. No? Ampak ja, še kar se tiče sindikatov, no, me zanima, se omenja, da pač je pogrešana neka bolj aktivna vloga panožnih sindikatov, ali pa ne samo bolj aktivna, ampak tudi, če se aktivirajo, da ne delajo kontra, ampak delajo za skupno stvar, recimo temu, ne. In me zanima, glede na vaše izkušnje do zdaj, ki ste jih imeli kot ambasada, a razmišljate, glede na to, da ste že članska organizacija, da že imate tudi članarino konec koncev, da bi se usmerili kakor še na nek način postavili sindikat, no, v bistvu delavcev. Vsej, v veliki meri že opravljate neko vlogo, ki bi dejansko sindikat mogel delati, ne, ampak če je mogoče bolj smiselno ne poskušati znotraj tega sindikalnega sistema oziroma znotraj obstoječih sindikatov, ampak povezovati delavce na podlagi tega, da so recimo temu migrantski skupno izkušnjo in tako naprej, kot nek sindikat migrantskih in drugih delavcev vzpostaviti posebej. Ja, vse igramo s to idejo, nismo še čist, mislim, vse na nek način to delamo, ne, pač, ne, veš, mi pač pa ne, organiziramo delavce, ki, ne vem, živijo v azilnem domu ali pa so živeli v azilnem, pač to je neka njihova skupna točka, pač ne, ampak ne, zdaj je drugače, ko imamo res ful mislim, ljudi z najrazličnejšimi papirji, pač začeli smo s temi pač prosilci, zdaj imamo članstvo pač vse, ampak se neko vlogo tako malo opravljamo, ampak v smislu in izobraževanja, in zastopstva, in pač skupaj te akcije potegnemo, kadarkoli je treba. Da bi pa prav, recimo, veš kaj je zanimivo, ful velikrat se zgodi, da imamo, ne vem, v eni firmi ful naših članov in pa tako rečemo, je klej da bez, zdaj, ne, gremo delati s to firmo. Ja, čez en mesec jih nimamo več, ne, so že vsi v drugi firmi. To je 100-krat, ko smo imeli pač to, dajmo zdaj klej štartati, zdaj imamo pa res pismo 60 naših članov tukaj. Je čez en mesec so že vsi drugje, ker so pač te kratke pogodbe, pa folk drugam gre, če ni dobro, mislim. Tako da se to kar... Ja, zelo pa ni neke standardizacije v smislu zaposlitve, oziroma da boj ne privede do tega, da imaš ti tudi konec koncev kot delavc dejansko
kot si že prej omenil, dejansko tudi več prostega časa, da sploh lahko se ukvarjaš s temi boji, da nimaš vse tiste, ne vem, vse te papirologije, birokracije, policijska nasilja in tega. In se mi zdi to res ključen vidik, ko bi rekel, osvobajati čas teh ljudi, tudi da se lahko sploh grejo neko politično. Tukaj je noro, to res prav vidimo, pač kadarkoli imamo te sestanke, pa tako pač obdelujemo in te teme, pač rasizem in birokracija in policija in delavske teme in pač ne, je vse enako močno prisotno, ampak vsak, ne, tako prav noro, mislim, tako, kako vidimo na lastni koži, kako sistem deluje, pač evo, zdaj pa se bomo organizirali za, ne vem, to pa to firmo, tle je to pa to narobe, tle imamo ful naših članov, dajmo povabiti še druge, naredimo, ne vem, ful sestankov z člani, povabimo še te njihove sodelavce, ful enih sestankov in na koncu moramo imeti namest akcije v firmi, moramo imeti protest proti nacijam, ki nam tepejo vsak teden člane, ne? Ker je pač nujno zdaj to narediti, ali pa proti policijskemu nasilju, ki tepejo dnevno naše člane. In ne, ful je frustrirajoče, ne, to je ta the big picture, kaj vse odvrača ljudi od tega, da bi imeli čas na delovnem mestu pač pogajati. Tako da ja, no, vse tako, kot sem rekla na koncu, za nas je to vse en in isti boj, pač boj proti rasizmu je boj proti kapitalističnemu izkoriščanju, pač. Pa tega nasilja, pač teh raznih neonacističnih tolp, tega je zdaj več, kot včasih. Skozi je, ampak zdaj v zadnjih mesecih je bilo ful več, ja. Tako pa prav brutalno. Se mi zdi prej so bili kakšna tako neka skupina nekih retardov, ki so tam na Viču se spravljala pač na migrante, ampak ne vem, dobro, če so bili res neki tako organizirani. Bolj so bili, ne vem, 5 frendov, ki so jim šli migranti na živce, pa so šli jih klofati pač. Ampak zdaj zadnje par mesecev pa ja, pa tako prav zamaskirani, pa tega je bilo več. Sem to vsakič pred volitvami. Ja. Ne, to je pred evropskimi volitvami, pred parlamentarnimi volitvami, vsakič, ko so neke volitve, je malo. Tako da. Še kakšno vprašanje? Katere so bile najbolj odmevne akcije v zadnjih 10 letih od ambasade Rog? Naše akcije? Kje ne začnem? Ja, mogoče ena še zmeraj bolj spektakularnih je bila prečitev deportacije Ahmeda Šamija leta 2016, ko je skoraj vlada padla zaradi tega. Ta je bila kar epska, protest ob 6 zjutraj pred azilnim domom, ko sta pa 2 poslanca skrila tega gospoda v državni zbor, pa so pa SDS vložili interpelacijo proti vladi, no skratka, taka dolga zgodba, diplomske naloge na pravo so se pisale o tem in doktorati in tako naprej. Wikipedija obstaja o tem, skratka, ta je bila mogoče najbolj odmevna, tako da je res cela Slovenija, pač do zadnjega so vsi ljudje vedeli o tem. Drugače pa, ne vem, mi kot eno naših boljših akcij recimo štejemo, tudi kot člani pravijo, da je bila to naša najboljša, ko so bile poplave pred 3 leti, 2-3, pa smo šli v Sneberje 3 tedne, vsak dan 50 ljudi je hodilo, ne vsak dan 50, ampak vsak dan med 20 in 30, 50 različnih ljudi je 3 tedne pač hodilo prostovoljno pomagati v Sneberje, pa mislim, da smo tam ful tako prebili nek tak let, kako smo prišli najprej prvi dan, črna armada, so nas vsi tako čudno gledali, tam z lopatami in krampi, ko so bili malo prestrašeni vsi. Na koncu smo bili pa veliki hit, so pa vsi sem še nas hoteli, da jim
pomagamo mislim, tako vzljubili so pač, tako prebil se je ta let, no, pač med tujci in ne tujci. Tako da, ne vem, tako se mi zdi naši, da nekako imajo v spominu, da je bila ta akcija najboljša, ko so pa delovna akcija, delo združuje, da so pa tam z domačini lahko cele dneve se družili in delali skupaj. Ne vem, kaj je bilo še. Ful pa te proti deportacijam, te so bile vse dobre, te proti, ne vem, ful akcije, ki je meni ful tako v lepem spominu, no. Ne vem, vsakeč rečem, ta je naš najboljši protest, da zdaj je bil, pa čez en mesec spet. Tako da, ne vem, mogoče ta Ahmed Šami, no, da je bil najbolj odmeven. Okay, če ni več drugih vprašanj, pol, še enkrat hvala za predavanje, hvala vam, da ste prišli, pa se vidimo naslednji teden ob 6.